Dostikrat slišimo tudi, da nekdo, ki je obseden s hudičem, da ima zelo veliko fizično moč. Torej morate biti tudi vi konec koncev v dobri fizični kondiciji, da se lahko potem zruvate z njimi. A imate bolj taktiko, da rečete, ja, ga bom priklenil, ga bom dal v verige, pa bom varen, ali rečete, ne, ga bom spuščenega, ne bo nas prostosti, ampak bom tudi jaz nekaj na tem naredil, da bom dobro pripravljen, da bom naredil kakšen vzgib, kakšne sklece, kakšen trebušnak. Ne, to ni potrebno, ker jaz se fizično ne ukvarjam z njimi, se tudi ne bodem. Vedno se pravim, takrat mora biti pač nekdo teh njihovih bližnjih zraven, da ga oni potem držijo. Zdaj ste me spomnil na enega mojega prijatelja Igorja, on je bil vzoren kristjan, je mu vse zakramente opravljene, hodil k maši, je bil res v redu dečko. Potem je pa kar naenkrat čez noč prišlo do neke spremembe v njemu. Ratov je nasilen, agresiven, ogromno neke jeze je bilo v njemu. In smo se tudi spraševali, kaj je narobe z njim, celo župnik je rekel, mogoče je pa tudi to obsedeno s hudičem, se ne vem, mama se je takoj strinjala, je rekla, pa bilo dobro mogoče, da obiščeš eksorcista. Igor pa ni hotel, ga je bilo pa nekako sram. Sram ga je bilo, da se mu bodo smejali, če bo to rekel. On je potem se sam lotil, je na lastno pest hotel spremeniti stvari, rekel, bom uvedel neke spremembe. Prvo je spremenil prehrano, pa ni nič pomagalo, potem je spremenil službo, ni tudi nič pomagalo, potem je spremenil stalno bivališče, naslov stalnega bivališča, tudi ni bilo neke velike spremembe. Potem je šel celo tako daleč, da je spremenil spol. A mislite, da je to pomagalo? Tudi to ni bilo, nobene pomoči ni bilo. Zdaj pa, poleg tega, da je obsedena s hudičem, je obsedena še shoppingom pa z joker out. Imate vi mogoče še na svet, kako bi pomagali te punci? Zdaj je punca. Zdaj je punca. Eni se ljudje kar sami lotijo teh stvari, verjetno ni dobro, a ne, to sem hotel reči. Večino se slabo izide. Ja. Ena konkretna skupina v Sloveniji, ki sem jo že prej omenil, je zelo popularna med mladimi, ampak se mi zdi, da je kar slab vpliv za mladino. Imajo te zgoščenke z glasbo. Ena je bila umazane misli. Umazane misli, vsi vemo, da so tu grešne misli in tako naprej in to dati na eno zgoščenko. Potem imajo demoni. Vsak, ki se kakorkoli ukvarja s tem, ki je kdaj slišal za kakšno obsedenost s hudičem in to ve, da so demoni direktno povezani. In potem sem jaz razmišljal, kam gre lahko to naprej, če bodo tako nadaljevali, a bo naslednja zgoščenka umazana dejanja, droge, orožje, ne vem, prijateljice moči, kondomi, kontracepcija, tudi si vemo, kakšno mnenje imamo o tem. Sodomija, sploh groza, nimam kaj drugega reči. Sodomija, akustična verzija. V redu, ampak kar se mene tiče, nič boljš. A se vam zdi, da mlade, ki poslušajo tako glasbo, pa ki vidijo take naslovnice zgoščenk, da so bolj dojemljivi do tega, da jih lahko obsede hudič? Prav gotovo, ker to je destruktivna glasba, ki vabi ljudi k potem češčenju satana, ne? Mislim, že tole, te basi, ne. Dobro, si te podlage so še kolikor toliko v redu, ampak besedila. Že ta ritem, ne, ta ritem. Mesec, da se nikad ne skloni, nočas me niko ne voli, samem so moji demoni. Demoni, ne. Prosivam mesec, da se nikad ne skloni, nočas me niko ne voli. Kad nemam tebe,